Gasilski potapljači Radgone se zavedajo, da razvojni dosežki in uspehi potapljaške enote niso naključni, temveč so posledica marljivega dela in mnogo odrekanj članov enote, še posebej najbolj aktivnih. Več o potapljaški sekciji gasilskega društva Gornja Radgona Gapora nam je povedal Marko Šajnović. Mi imamo pri gasilcih že od samih začetkov, to je od leta 1976, torej drugo leto bomo stari 50 let, reševalno dejavnost. Iz te reševalne dejavnosti je v 90-ih letih nastala tudi potapljaška sekcija gasilskega društva, torej tudi rekreativno potapljanje, ne samo potapljanje, reševalno potapljanje, iskalno. In v skladu s tem, ker smo zdaj 4 inštruktorji, vsako leto delamo tudi te tečaje, malo širše, da vzdržujemo lastno licenco za predavanje. Trenutno nas je v reševalni skupini, nas je 13 reševalnih potapljačev, stari smo tam okrog med 30 in 60 let, nismo najmlajši, nismo najstarejši, pri rekreativnem potapljanju pa je vse od 14 let, pa vse gor tam do 70 let, celoten različen spekter, nas je preko 100 aktivnih potapljačev, ki se pa potapljajo večinoma tudi po svoje. V različnih, bom rekel, kategorijah potapljanja smo pa usposobljeni v bistvu, da lahko mi vse kategorije tudi izučimo, tudi vse specialnosti, tako da imamo kar veliko dela, pa seveda veliko volje za to. O aktivnostih potapljaške sekcije Šajnović nadaljuje. Čez leto poteka tako, da imamo po zimi plavanje v bazenih, v Radencih predvsem, pol pa se začnejo naše usposabljanja, to pomeni potapljanje, ne vem, v Babincih, na morje gremo, pol nam grejo ti potopi v maju še na ladjo. In pa seveda aprila, maja, pa mogoče celo septembra pa organiziramo potapljaške tečaje, kjer tudi naši asistenti, naši reševalci, bom rekel, pomagajo, poprimejo za delo in malo svoje veščine urijo, ne samo v jezerih in v morju. Pri potapljaškem športu je pomembna tudi oprema. Glavne skupine opreme so ABC oprema, maska, dihalka, plavuti, neoprenska obleka, katera nas ščiti pred mrazom, in pa skupin del opreme, kar se pa tiče regulator, jeklenka in pa kompenzator. Pol so pa te drobnarije, ki zraven pašejo, kot so računalnik podvodnik, kjer nam izračunava čas in pa hitrost dvigovanja. Torej, bom rekel, če se moramo ustaviti, se ne moramo ustaviti na dekompresijskih postankih, razne kible, boje in pa drugi pripomočki, ki nam pomagajo, da smo lahko pod vodo avtonomni in pa čim bolj varni, pa da nam je čim bolj udobno. Kot je povedal Šajnović, je vso opremo, naj bo cenejša ali dražja, potrebno vzdrževati na enak način. Torej, vedno se jo mora oprati v tekoči sladki vodi, jo posušiti nekje v senci, in pa jeklenke rabijo hidrostatični preizkus vsake 2 leti, regulatorji rabijo približno vsake 2 leti servis, tako da je kar nekaj stroškov povezanih s tem. Starejša oprema, ki nam ostane od reševanja, pa nam ostane tukaj tudi za takšne tečaje, izposoje in tako dalje, da lahko s tem malo tudi drugim damo to vidik pa vidi z tega, kaj delamo mi oziroma kak je fajn pod vodo, ko je res lepo, neko je kakšno reševanje. V poteku potapljaškega tečaja Šajnović nadaljuje. Trenutno imamo tečaj za vse 3 kategorije pod SMAS, torej P1, P2, P3, začetnik, starejši potapljač in samostojni potapljač. Samostojni ne pomeni, da se lahko sam potaplja, ampak da v bistvu lahko tudi on organizira potapljanje in tako naprej. Ti se lahko potapljajo do 40 metrov globine, začetniki samo do 20. Zato je začetnikom seveda želja, da čim prej pridejo vsaj do 2. stopnje, da lahko grejo nekje na tisti potop med 20 in 30 metrov, kjer je večinoma najlepše in najboljše. Ni pa odveč, da grejo tudi pol dalje, da vidijo seveda tudi lepote večjih globin. Seveda je moto Slovenske potapljaške zveze za varno potapljanje. Torej, tečaj poteka pri nas 2 tedna, od ponedeljka do petka. Imamo prvi 2 dni samo teorijo popoldne, pol imamo praktični del v bazenu in podprto s teorijo, pol še v gasilskem domu tukaj v učilnici, in pa naslednji teden se izmenjuje praksa, teorija, in nekje v sredo, četrtek so pripravljeni tudi na teoretični del izpita, praktični del izpita pa gremo čez vikende delati nekam na morje v odprte vode, kjer pol dejansko preizkusijo vso svojo prejeto znanje pa veščine v, bom rekel, temu primernem okolju. Za varno potapljanje je pomembna tudi prva pomoč in temeljni postopki oživljanja. Tudi za te primere se seveda urijo.
Mogoče boste danes videli še en del tega urjenja za potapljače 3. stopnje pod Smoso, ker bomo nekje pol ure porabili še v bistvu za piljenje nekaterih zadev, reševanja potapljača, reševanja plavalca, preden gremo mi pod vodo, ko nas več ne boste mogli videti. V glavnem, kar nekaj prijemov je, ko se rešiš paničnega, ko lahko rešuješ nezavestnega potapljača in pa kako postopati, seveda, da se ti to v resničnem okolju ne zgodi, če pa se zgodi, da lahko pravilno postopamo. Kako poteka proces potapljaškega tečaja, nam je v nadaljevanju povedal Tomislav Habulin. Tečajnike v praktičnem delu tečaja naučimo, kako se oprema prenese na neko točko, kjer začnemo, kako se pravilno oblečejo neoprensko obleko. Namen neoprenske obleke je, da te ščiti pred zunanjo temperaturo, to se pravi, da zadržuje toploto telesa. Ostalo opremo smo prej pokazali, kako se sestavi. Pri tečajniku je ključno, da se nauči pravilnega vrstnega reda sestavljanja opreme, da prekontrolira, če so vse cevi pravilno priklopljene, da proba, če je regulator, ki ga daš v usta, dovaja zrak, pogleda na manometru, koliko je zraka v jeklenki in tako naprej. Na koncu se ob robu bazena oblečemo, nataknemo plavuti, pas, kompenzator plovnosti in vstopimo v bazen. Obstaja več različnih načinov, ali stop z korakom, ali se opremo namestimo direktno na bazenu in opravimo potop na dno. Tam pa izvajamo različne vaje, da tečajniki usvojijo način kompenziranja, pravilnega plavanja za plavutkami, da znajo narediti pravilni izron in uron in tudi ostale postopke, ki so pač potrebni za varno potapljanje. Sestavni del tega je tudi način samoreševanja in način pomoči sopotapljaču, če ali v primeru, da ostane brez zraka, potapljač pokaže, da nima zraka z takim znakom, sopotapljač hitro priplava do njega, mu da drugi vir zraka, drugi svoj regulator in pol varno skupaj lahko zaključita potop, če ni zraka, tudi tako, da skupaj naredita izron in zaključita potop na gladini. Kaj je najbolj pomembno pri potapljanju? Habulin nadaljuje. Najbolj pomembno je, da se naučiš vseh varnostnih pravil, ki so potrebne, da lahko potapljanje izvajaš varno in da lahko pri tem uživaš. Če se ti naučiš vseh protokolov, ki so potrebni, da suvereno obvladaš svojo kompenziranje plovnosti, da obvladaš opremo, šele v tem primeru lahko pol uživaš pod vodo in zato smo tudi vsi na vse zadnje potapljači, da uživamo v vodi, opazujemo živali, rastline, ki so v morju in v bistvu uživamo v tistem delu sveta, ki ga večina ljudi enostavno ne vidi.